Spet mi je poštar Deki uročil modro kuverto, policijska postaja Šiška, to je klasična zgodba, Urška mi spet pošilja, ko piše, odstop, od česa, zdaj od tele, ne tožbe, jaz sem storilec prekrška, da vidimo. Ja, Ministrstvo za notranje zadeve, policija, Šiška, komu je to naslovljeno? Okrajno sodišče v Ljubljani. Se pravi, tule dobivam jaz vročiti Okrajnemu sodišču v Ljubljani, oddelek za prekrške, pa Roman Vodeb. Jaz dobim v vednost. Tole sodišče v Ljubljani je menda Urškino sodišče in mogoče me bojo, tako so me prvič odstopili enemu drugemu sodišču. Prvič po tistem faktorju znamenitem so odstopili Novemu mestu. Tam je pa pričakala Tadeja Oblak, njena kolegica, prijateljica mogoče. Skupaj so bile inaugurirane za tolo sodnico. Pavel Gantar jih je inauguriral, ali ko je imenoval. Sočasno so bile. Kaj je zdaj tu zadeva? Roman Vodeb zahteva za sodno varstvo, pošiljamo ali pa prepošiljajo. Jaz sem zahteval sodno varstvo na tolo policijo, oziroma jaz sem rekel, naj prekinijo ta montiran proces, ta je že drugi po vrsti, zdaj imam že tretjega s Katarino Keček, tu me pa tlele mrcvarijo, sodnica v Trbovljah je Irena Hribar iz Sevnice, to je vse montirano, ne. Zdaj pa jaz kaj, naj se na trepalnice mečem, pa denar stran mečem za odvetnika. Mislim, sam se bom branil, ne, tako da vse mi lahko kako donacijo date, da me hrabrite, ampak denar ne bo šel za odvetnika, ker se bom sam branil, ne. Meni tu 250 evrov tukaj je težko plačati. Mi je, ne, iz principa mi je težko plačati, ampak jaz lahko 250 evrov kazni plačam, ali ko jaz lahko polovičko plačal, 125 evrov. Jaz nisem kriv. Po zakonu o kršenju javnega reda in miru mi ne morete soditi, če imam jaz intelektualno oddajo. To dela levi režim, svoboda. Zdaj pa pejte na volitve, pa se odločite. Glejte, to farso bi bilo treba končati in to na volitvah. In če tam druga opcija zmagam, šel jaz do pravosodnega ministra, vam rekel, glejte, zdaj pa vi nekaj naredite, tako kot je prejšnji režim, Golobov režim, naredil, podpustil 3 policiste ali 4, ali kaj so disciplinsko komisijo, ker so vodni top imeli, pa da so kazni vračali. Zdaj pa naj nekdo z razsodno močjo v bodoči vladi, ki upam, da ne bo leva, sorry, pa sem levičar, naj bo trezna ta bodoča vlada in naj tolo zgodbo, farso konča, pa naj se mi sodnice meni opravičijo. So me mrcvarila 3 ure. Tadeja Oblak, da ne govorimo, kot ta Irena Hribar dela. Glejte, kaj zdaj tle piše? Vložena zahteva je bila s strani prekrškovnega organa preizkušena po 62. členu, A členu ZP1. Prekrškovni organ je mnenja, da je zahteva za sodno varstvo neutemeljena. Mislim, saj je bilo dejansko stanje pravilno in popolno ugotovljeno, prav tako je bilo pravilno izpeljan postopek o prekršku. Postopek o prekršku je pravilno izpeljan. Ona me naznani, tema pa pravilno, ne me zdaj potuhtali, da ne morejo o zakonu o kršenju javnega reda in miru cenzurirati eno intelektualno oddajo, kjer sem bil povabljen kot poznavalec teme, o kateri se je razpravljalo. Mimo tega, da imamo svobodo govora. Pa kdor za potrebe žurnalistike da intervju, pa če je njegov užaljen, tak je dal intervju, ni kriv. To piše v Kazenskem zakoniku. Čeprav mene preganjajo po zakonu o kršenju javnega reda in miru. Prekrškovni organ kršitelja obenem obvešča, da mu bo lahko sodišče ob neuspehu za zahtevo za sodno varstvo odmerilo sodno takso. Zdaj pa plačal neverjetnih, 300 evrov. Zdaj, to mi rekel, reklama mi delajo tako posredno toliko, da imam predstave
namesto da jih imel 400, jih bom 500 sigurno imel. Razočara na gospodinja pri seksologu, danes, četrtek, 12. imam na Vrhniki. Iz Ljubljane, pridite na Vrhniko, dvorana je velika dvorana, se pravi, še ni razprodana tale predstava. Jutri, 13. februar, imam pa, ko je tam Velenje, Šoštanj, tam imam tudi že, skratka, pridite na predstave, me podprite, boste lojalni, lahko mi date kako donacijo, sam ne za odvetnika, ker sem sam branil, ne, tokrat. Ko sem pa branil s Katarino Keček, tam bom pa odvetnika, ker vem, da bom tam obsojen, pa bom pritožbo naredil, ne. Pa bom pa na psihiatrično kliniko šel, pa sodnega izvedenca psihiatrične stroke, pa bomo kartoteko gledali, ne. Bomo sem pa tako šli, pa bo pa pol naredila od muke, vnaprej se je odločila. In Tadeja Oblak in Irena Hribar, vnaprej, da moram jaz biti obsojen. Oziroma spoznan za storilca kaznivega prekrška. Jaz sem prekršek zdaj naredil. Sem kršil javni red in mir, jaz pa intervju dajem. Skratka, glejte, Danilo Krajnc, pooblaščena uradna oseba, policijski inšpektor, specialist, ena. Tlele me preganjajo in zdaj me bojo na sodišču preganjali, zato sem dal intervju. Nimamo pa 39. člen Ustave pa Evropske konvencije o človekovih pravicah, o svobodi govora. Zdaj pa bod normalen, mislim. Saj vem, da me tako mnogi podpirate. Saj vem, da me podpirate. Včeraj knjižnica, ne vem, iz Maribora, z Ljubljane, so prihajali na to predstavitev knjige Razočarane gospodinje pri seksologu. So mi zahvaljevali, dajte vztrajati. Škocjan, ne, je pa odpovedal mojo predstavitev knjige. Pa imajo, so rekli, v naši knjižnici, ja, vse obstaja etični kodeks knjižnic, kjer se to ne sme narediti, ker se je vam naredilo. So mi v moji lokalni knjižnici, ne, zdaj pa imaš dol, ko je že tale Luka Božič, direktor novomeške knjižnice, ta je za kuhu. Pa tu je v občini, ali ko je že podružnica novomeške knjižnice Mirana Jarca, ne, v Macedoniji, župan. Mislim, kaj mi dela na vseh področjih. Zdaj pa, spoštovano trezno občestvo, dajte me malo, ko bi rekel, bodriti, ali ko. Če mi pa date kako donacijo, se pa tudi ne brano. Evo, 7 minut, 8. Čau, Miki.